Tako da mi bomo kar začeli govoriti, po moje, ne, da bomo racionalni s časom. Jaz sem si prav danes še tebe za našo današnjo gostjo, ki se ji moramo zahvaliti, ne, da je na ta septembrski deževen dan prišla, pa tudi prej se odzvala v Bilu. Nela Halilović je magistra znanosti, ne, ali magistra geografije, kako se zdaj to reče? Ja, nisi magistra znanosti geografije, ampak magistra geografije. Yeah. In študirala si kar na dveh koncih. Mogoče to, da poveš, kaj te je zaneslo iz Ljubljane potem naprej v Prago? Čist praktičen vidik. Študij se je bližal koncu. Nisem bila še na nobeni izmenjavi, oziroma na nobeni drugi univerzi in se je nekako izkazala priložnost za preizkusiti nekaj takega, ker nekako sem cel študijski čas si sama služila denar, so potem malo odpadle te skandinavske države, ki bi mogoče malo več znanja prinesle na področju trajnostne mobilnosti in se pa v bistvu odločila za Prago, ker je bil tak dober kompromis med tem, kaj mi lahko ponudi fakulteta in tem, kako preživiš. Kako preživeti z nekimi omejenimi sredstvi. In se je v bistvu izkazalo za super izkušnjo. In ta mobilnost te je spremljala že takrat, kot ne, ker ti si raziskovala to temo, v Velenju si delala tako že ves čas? V bistvu, jaz sem šla na faks leta 2010 in to je bilo eno tako obdobje nekako po krizi. In recimo, jaz se spomnim, meni so že starši takrat govorili, kar geografijo, pa dej, kaj če bi raje, pa boš saj učiteljica, ja ne bom, ja, halo, ne, v glavnem, in zdi se mi, da v bistvu od prvega dne na faksu sem nekako iskala sama pri sebi potrditev, da jaz pa bom enkrat službo imela, da mene bo pa nekaj res toliko potegnilo v tej geografiji, da bo smiselno, ne. In potem v bistvu drugi letnik na prvi stopnji geografija prometa, se začnemo pogovarjati o trajnosti in mobilnosti oziroma prvo predavanje in jaz ugotovim, pa saj, to je ful, to je kmečka logika, ne, pač jaz vedno sem hodila, ne, mislim, in v osnovno šolo in v srednjo šolo in v Ljubljani sem nekako ves čas na tak način živela, da pač sem imela dostop s kolesom in je bilo čisto, a v tem se dejansko moramo pogovarjati. Je to nekaj posebenega? Ja, jaz bi pa to lahko delala v bistvu, pa to je ful dobro, ne, pač mene res sam dobri spomini vežejo in na hojo in na kolesarjenje kot način premikanja, pač celo življenje me je to spremljalo in v bistvu takrat sem si rekla, očitno pač, mislim prav, to je bil tisti razmislek, jaz bi pa to lahko delala, ne, in pol v bistvu se malo zakoplješ v neke podatke, malo se zakoplješ v to, kaj se že dogaja v Sloveniji, se je šele nekako začela razvijati ta neka nova paradigma, pač trajnostna mobilnost. Tako, v bistvu v tujini pa vidiš, da tu dejansko obstajajo službe, ki se ukvarjajo s spodbujanjem kolesarjenja v mestih, a ne. In nekako se v bistvu iz tega razmisleka se je pač meni kar odkotalilo vse do tega, kjer sem ta trenutek. Dejansko sem pa praktično vse nekako in študentske službe in neke te, pač veliko sem delovala v različnih društvih, vse se je nekako prepletalo z spodbujanjem kolesarjenja in s trajnostno mobilnostjo na splošno. In tudi prva služba na velenjski občini, pač sem iz Velenja, je tudi v bistvu mi ponudila spet eno novo izkušnjo, zraven še povezovanje s temi evropskimi projekti, mislim, projektnim menedžmentom. Da si tudi to razumela, kako skozi projekte. Tako, se je tudi še to nekako poklopilo, pa se je pa ponudila opcija, da pač pridem na IPOP. IPOP je bil pa vedno pač ena stvar tam na Facebooku, ena organizacija, ki je pač zvenela točno to, kar sem videla pač v tujini, recimo, ne vem, na Nizozemskem, je bil IPOP. In pol, jaz šla pa tja delati, ne. In zdaj si koliko časa na IPOP-u? Od 2019. Ja, imaš kar že. Mislim, v bistvu se je pol vse nekako poklopilo, ker pač to strokovno znanje v smislu trajnostne mobilnosti pač sem imela za sabo res že ogromno izkušenj. Po drugi strani so pa oni tudi potrebovali nekoga, ki mogoče malo obvladuje projektni menedžment, ker se mogoče do takrat še niso toliko strukturirali, ne? Tako, in na tak način za take velike projekte, kot je recimo Carrefour Climate. Tako da v bistvu sem potem na žalost mojih staršev zapustila službo na občini, ker to je bilo tisto. Zdaj bo pa imela za celo življenje. Ja, oni so pač res takrat je bilo, zdaj je pa ratala, ne, v bistvu bravo, ponosni smo, zdaj pa ona šla kar
v Ljubljano. Enim čudnim neki. Ja, neko nevladno organizacijo. Ja. Tako da v bistvu se je pol tudi pač to moralo malo, se mi zdi, da sem takrat šele zares odrasla, da sem se odsekla. Ja, dobesedno. Pričakovane. Točno to. To je tudi eno super sporočilo za mlade, a ne? Ja, absolutno. In za starše, a ne? Ja. Kako nekaj, kar te je gnalo, tebe skozi si vedela, da boš našla nekaj svojega in si prišla do tega, ne? Mislim, ja, ampak to se še zdaj včasih sprašujem, pač jaz ful rada opravljam to delo, ki ga opravljam, ampak jaz se res včasih sprašujem, a pač mene res to toliko zanima, ali je to bilo samo, mislim, ne, se zdaj to butasto, ne znam čisto dobro povedati, ampak a ne, včasih se vprašam... Ali je bil splet okoliščin? Ja, ali je dejansko pač to samo takrat bil neki shod v sili, da sem toliko hotela v bistvu sama sebi dokazati, da jaz kot geografinja bom pa imela službo, a ne? Ja. Ampak ne, v bistvu ne, pač to je lifestyle, to je nekaj, kar v bistvu sem celo življenje živela to, mislim, starši, vzgoja je bila taka in meni se to zdi res prav common sense še zdaj. Pač jaz se ne bi mogla voziti v službo eno uro, recimo. Meni se to zdi brez veze. Razumem pa, da nima vsak istih prioritet in vrednot. In istih možnosti. Tako, to popolnoma spoštujem in ne mislim, da vsak lahko kolesari v službo ali hodi ali uporablja javni potniški promet. Verjamem pa, da je še ogromen delež tistih, ki pa lahko to zberejo. Tako in še vedno v bistvu uporabljajo avtomobile takrat, ko ni potrebno. Tega se vas še dotakne, ker je še ena zanimiva stvar o tebi, to kolesarjenje. Ti si tudi ne samo iniciatorka, ampak vodiš tle po Golovcu skupine žensk. Kaj pa je to? Ja, to je pa v bistvu spet malo izhod v sili oziroma splet okoliščin. Sem licencirana gorsko-kolesarska vodnica. In sicer delo na IPOP-u je krasno, je super, ampak velikokrat pač ne vidimo rezultatov svojega dela takoj oziroma teh učinkov. Ta trajnostna mobilnost, to je res ena taka ogromna snežna krogla, ki jo kotalimo vsi skupaj, ne samo mi na IPOP-u, ogromno nas je pač na tem polu v Sloveniji, mislim in tudi drugje. In pol se mi je na eni točki zgodilo predlani, na zdravje, da smo imeli en projekt v Velenju, kjer je bilo, v bistvu je bilo ful dobro, ampak se me je ful dotaknilo, ker učinki, mislim, rezultati niso bili taki, kot bi jih pričakovala in v bistvu malo ta mogoče sem si pustila malo preveč, da se me je malo preveč dotaknilo, ker so pač odzivi ljudi kot ponavadi, tudi v drugih mestih, taki kot so, če jim recimo ukineš parkirno mesto. V glavnem in sem takrat prav pomislila, sem pomislila, da to pa je mogoče me tole delo malo preveč izčrpava. Jaz rabim pa še nekaj, da bom, mislim, ali drugo delo, ali pa še nekaj, da me bo polnilo in da bom videla takoj rezultate, a ne. In v bistvu do takrat sem že delovala v športnem društvu, kolesarskem društvu Golovec Trails, ki deluje na Ljubljanskem Golovcu. Pomagala sem z raznimi aktivnostmi, pa sem pa rekla, mogoče bi pa jaz morala v bistvu to, kar že nekaj časa razmišljam, ker je bilo premalo povezovanja žensk, kolesark, bi pa morala to licenco zdaj narediti in organizirati pač te gorsko-kolesarske ture in sem še z eno prijateljico sva pol se spravili v ta projekt in zdaj v bistvu že 3. leto to delava, vsak torek ob 5. No, to je tudi dobro, da vemo, ne, da lahko. Enkrat na mesec ob 5 imamo, pač to je tudi v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, pač pridobimo neka sredstva, tako da je pol v bistvu tudi brezplačno za udeleženke. Imamo tudi napredne tečaje, ki so seveda plačljivi, ampak v bistvu se je to izkazalo za čudovito protiutež mojemu delu, ker tukaj so instantni učinki. Pač tu punce pride v torek ob 5 po službi, rahlo še zmedena, ne vem, utrujena od vožnje, od otrok, karkoli, ne, mislim, nekih dnevnih raztresen si, in v bistvu potem smo tam 2 uri skupaj, se preganjamo po gozdu, nekaj jo naučiš, gre čez eno koreninco in je najbolj ponosna na sebe in se ima ful dober in potem ona še 3 dni razmišlja o tem, koliko se je imela dober in jaz to takoj vidim in je ful dober, ker dejansko pač je učinek je instanten in v bistvu zdaj po 3 letih se res že tudi pozna ta skupnost kolesark, je že toliko zrasla, da je to prav neverjetno.
da v bistvu, ne vem, pač zdaj imamo enkrat na mesec za čiste začetnice te ture, recimo to je bilo zdaj v torek, in prišle so začetnice, prišle so tiste napredne in pa je bilo tako, to ful težko menedžirati, ker ste tako. In pa so v bistvu tiste napredne, so na eni točki rekli, dej, mi gremo pa zdaj še nekaj tam same pofurati. Ja, dej pejte, In pa so razmišljali, dejansko so ene punce, ki se prej niso poznale, ob določeni uri so dobile in so še same vozili po te, mi rečemo trajle, torej gorske kolesarske poti. In je to čisto neverjetno in vse smo bile na koncu srečne in to je en del mene, ki me v bistvu ful fila, me res polni in mislim, da tudi... Da potem tudi dolge proge zdržiš lažje, ne? Tako, mislim, da brez tega v bistvu bi bilo veliko težje držati ta tempo, ki ga imamo na IPOP-u, ki včasih tudi ta žar in strast zaradi vseh okoliščin. Ne pomaga, ker ne nazadnje, pač veliko smo na terenu in to pomeni tudi, da velikokrat pač te nekdo nadere, ker mu pač posegaš v vsakdanje navade. In bi mu nekaj spremenil. Pač sam dobro vam hočem, jaz sem samo v službi, sam puste me. Bi bila raje frizerka, pa glavo umivaš, da so ti hvaležni. To se velikokrat pogovarjamo. To mislim, da imamo vsi to. Ko bi bilo dobro v bistvu nekaj delati, pač da je tak čist brainless, da sploh njim pač... Da ni tega tovrstnega stresa. Super si zdaj, se mi zdi ta uvod, ki smo naredili, zaradi tega, ker si to družbeno komponento izpostavlja. Mi dostikrat govorimo o mobilnosti zelo tako tehnicistično. Kaj za ena vozila imamo in jih uporabljamo in se potem tam zataknemo pri infrastrukturi in sploh ne pridemo v ta mehak del, ki si ga zdaj tako dobro osvetlila. In drugo pomembno sporočilo se mi zdi tudi to, da kot posamezniki rabimo to ravnovesje med nečem, sprememba je na dolgi rok in je treba potrpljenje, vztrajnost, resilience, kako se reče, odpornost neke vrste imeti, kot prilagodljivost. In na drugi strani, da rabimo pa nekje, da se tudi polnimo. Da rečeš, tle pa vidim spremembo zdaj. Tako da zdaj, če greva v to premikanje, vse si povedala, že ti si taka, zate je to naravno gibanje, tako kot zdaj rečejo, novodobne generacije so z digitalnimi orodji rojene, ti si rojena z trajnostno mobilnostjo. Kaj pa opažaš, recimo, ko delate projekte na tem področju? Kaj pri tej spremembi, to, kar si omenila, da prideš v neko okolje, pa rečeš, ne bojo več parkirišča, ampak bomo tle se zdaj, ne vem, kotalkali ali nekaj. Kaj najbolj ljudi ziritira? Ali to, da se morajo prilagoditi, ali to, da je to za njih neko udobje, ali kaj bi rekla? Jaz običajno, kadar predavam te stvari, uporabim ponovadi na temu slajdu, vedno dam citat enega avtorja, ameriškega Donald Chaub, ki je v bistvu tak, bomo rekli, pionir na področju raziskovanja parkiranja v mestih. In recimo on pač na začetku te knjige reče, da pač so delali raziskave na možganih, da v bistvu so ugotovili, da če ti človeku začneš govoriti o tem, da mu boš ukinil parkirišče, se mu vklopi isti center v možganih, tisti reptile... tisti reptilski del, ki je čisto primaren. Ki je najbolj primaren, ki v bistvu je tisti najbolj boj back. Posekali mi bojo drevo, če sem opica. Točno to. In meni se zdi, da pač izkušnje iz terena res kažejo na to. In zdaj, kako to razložiti? Mislim, cel razvoj, ne samo v Sloveniji, nasplošno, v zadnjih desetletjih je šel res samo v to smer, da se gradijo mesta, da se gradi javni prostor v smeri, kako bo čim bolj udoben za vožnjo z avtomobili. To je bil tudi neke vrste napredek, absolutno, mislim, ne neke vrste, to je bil napredek v določenem časovnem obdobju. Potem seveda imamo zdaj tukaj zraven še vse naftne lobije, avtomobilsko industrijo in tako naprej, da je to pripeljalo do te točke, da v bistvu se ljudem zdi čisto normalno usesti v avtomobil isto kot, ne vem, umiti zjutraj zobe. In to je res tako zakoreninjena navada, da pač je čist isto, kot da bi jaz nekomu, ki recimo kadi že dolga leta, začela razlagati, to pa ni dobro zate, pa mu tiste cigarete začela lomiti. Smo odvisniki od svojih avtomobilov. Dejansko smo odvisniki. In v bistvu meni je tudi to zelo
pomagalo. To mi zelo pomaga pri delu na IPOP-u, mi imamo zraven še zdaj že 3-krat smo ponovili raziskavo, zakaj ljudje potujejo, kot potujejo, na ravni Slovenije. In v bistvu tam smo se res osredotočali na te vrednote, torej prav ta kvalitativni del, zakaj dejansko uporabiš avtomobil tudi na zelo kratke razdalje, torej 1 kilometer, 2 kilometra, 5 kilometrov. In pač odgovor je vedno isti, ker je naj bi bilo v glavi najhitreje, najbolj udobno, enostavno. Pa pač, če se zares vprašamo vsak pri sebi, pač vemo, da temu ni tako. Pač dejansko ni avtomobil vedno najhitrejša opcija na kratko razdaljo. Ja, si celo peš, kdaj je hitrej, ne? Absolutno, In potem, če izluščiš še katere poti so te, ki so najkrajše, je to absolutno, je absurdno. Ok, seveda tudi poti v šolo, pač ko samo odložimo, ampak recimo pot na rekreacijo, na športne aktivnosti. Kaj greš na aktivno športno, ampak greš z avtom, in je 2 kilometra stran, To je pač neverjetno in mi res poskušamo v bistvu naslavljati te poti in te posameznike ali pa skupino ljudi, ki pač to počnejo in dajmo vsaj spremeniti navado na določenih poteh. Razumem, da v službo se ne moreš... kdaj, ko se moraš obleči ali nekaj. Točno to. Ampak na športno aktivnost, recimo, na katero greš zato, da se boš gibal, pa se ne gibaš do tja. Tako, in v bistvu tudi, ko razumeš, da ta naš vzgib, da se usedemo v avtomobil, izhaja iz res samo navade, da ni racionalno vedno, da res ni potrebno vsakeč, po mojem je tudi malo lažje človeku se usesti sam sabo dol in se odločiti, katera pot je pa zdaj tista, ki bi jo pa jaz res lahko pravil peša. Mogoče tedenski nakup z velikimi vrečami ni najboljši začetek, ker tu že moraš biti malo bolj spreten, pa si naložiti kolo in vse. Ampak mogoče pa ravno to, do prve rekreacijske površine, pač v mojem primeru je Golovec, nekdo ima Rožnik, nekdo nekaj drugega, tisto je pa šlo, absolutno ni potrebe, da se usedeš v avtomobil, se pelješ 1 kilometer in potem greš hoditi. Tako da, kaj je že bilo vprašanje? To je bilo vprašanje, zakaj tako odreagiramo, ko se predlagajo neke alternative avtomobilu, zakaj smo tako občutljivi, kako je ta reakcija tako burna pri nas? Reakcija je res burna, je pa treba še to povedati, da v vseh teh letih uvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti v Sloveniji, recimo, da zdaj ta paradigma je že tukaj, recimo, če govorimo o financiranju, da se občine res zelo veliko s tem ukvarjajo, tudi vlagajo nekaj sredstva. V bistvu do zdaj se je večinoma vlagalo izključno v, mi rečemo, korenček, torej v neke spodbude oziroma recimo ukrepe prav trajnostne mobilnosti, kot so na primer nove kolesarske steze, mogoče kak nov avtobus, mogoče nova kolesarska stojala, pač karkoli. Zelo malo se pa dela na tem, da dejansko ti tudi v bistvu začneš omejevati avtomobile. In problem je v tem, da pač samo ministrstvo je vložilo milijone v zadnjih parih letih v recimo nove kolesarke v Sloveniji in imamo jih ogromno. Hkrati se pa naša motorizacija v bistvu povečuje. Kaj je zdaj narobe? In potem se zgodi to, da v bistvu občine se potem tudi zavedajo, mislim, da govorim o odločevalcih, o uradnikih, tudi načrtovalcih. Vsi se zavedajo, da v bistvu je treba pač tudi omejiti avtomobil na način, da je manj udoben za vožnjo, da potem ti res razmišljaš, mogoče pa, če tam nima več parkirišča pod Golovcem, pa ne bom šel z avtomobilom. Ali pa če moram plačati zdaj, ne vem, koliko malo več, v Ljubljani, v mestu se je to spremenilo, se je tudi dokazalo, da je vse v redu. Pa alternative so ponujene, jaz mislim, da tudi le bilo s tem kavaljerjem, recimo že, Točno to. Tako da, tudi če imaš vrečke, ki si omenila, pa ena starejša gospa iz tržnice, lahko gre s kavaljerjem, ni da ona zdaj ne more več na tržnico. Tako. In pol nastane problem v bistvu v tem, da občina ogromno vlagajo v trajnostno mobilnost, potovalne navade se ne spreminjajo, ko pa rečeš, mogoče bi pa lahko zdaj tam malo zožali cestišče, pač avtomobilski pas.
Ne, veš, to pa ljudje ne bojo sprejeli, to pa ni šans, ker tam smo pa že imeli pritožbe. Ja, razumem, ampak če vi dejansko greste v neko stvar s tem namenom, da bo kdo uporabljal tisto kolesarko, dejansko je treba tudi omejiti avtomobil. In sistemsko na več točkah delovati. Tako, in to je tisti moment, ki je v bistvu zelo zahteven. Tam potem rabiš res pogumne najprej načrtovalce, uradnike, na koncu pa še odločevalce politike, ker to je politično tveganje. Da ne boš izvoljen kot župan, zato ker si nisi naredil novega parkinga, ampak si zužal cesto. Mislim, mogoče v Ljubljani je to malo drugače, ampak mi recimo v Velenju ali pa v katerih teh manjših Trbovlje, tudi ko ste delali, kjer delujemo, je normalno, da recimo pred volitvami se začnejo ceste urejati. Zato sem rekla, župani se s tem točke nabirajo. In zdaj je pa tek v redu, a veste, da v bistvu je zdaj že dokazano, imamo že ogromno primerov, da so župani, jim zraste v bistvu ugled, naklonjenost volivcev, sicer ne takoj, kot recimo, ko je tista cesta, torej to je lažje, ampak dejansko je dober tudi za župane ali pa politike, če grejo v neke ukrepe omejevanja avtomobila. Življenja prispevajo pa teh ljudi. Točno to, ampak niso vsi tako pogumni. Je to. No, ko smo se dotaknili teh Trbovlj, recimo. To je čisto noro. Tle ste, mogoče da nam poveš, primer, tle ste omejevali hitrost in, ne vi, ampak ukrep je bil na koncu to, in kako ste se lotili recimo tega, da so te Trbovlje sprejele neke nove? Te Trbovlje so meni odkritje stoletja. To je čisto noro. Mi smo se v bistvu v okviru tega projekta Care for Climate, je naša naloga delati kampanje za spodbujanje hoje in kolesarjenja. In za zadnjo kampanjo smo vsaka kampanja se 3-krat ponovi. Za zadnjo temo smo se odločili v bistvu čist vršiti samo v komuniciranje ukrepov, restriktivnih ukrepov trajnostne mobilnosti, prav s tem namenom, ker v bistvu smo ugotovili, da dejansko v Sloveniji ni nikogar, ki bi komuniciral restrikcijo avtomobilov na način, da bi ljudje lažje razumeli, da bi pol tudi nekako občine to sprejele in šle v to. In smo rekli, ok, naredimo razpis, prijavijo se občine, ki načrtujejo neke ukrepe za omejevanje avtomobilov in jim bomo pomagali pri komuniciranju. Mi se nekaj naučimo, razvijamo ekspertizo, pa v bistvu tudi občini pomagamo in smo dobili 10 prijav, že to je bilo tako, wow, ok, pa vse so dejansko nekako omejevale avtomobile, ampak te Trbovlje so bile tako najbolj ambiciozne in v bistvu je nas najbolj skrbelo ne ambicioznost, ampak ne poznamo jih, ker nikoli ne veš v bistvu. Kakšno je cel ekosistem, ker ni sam posameznik. Dejansko tam še nismo nič delali in tudi ta moment se nam je že zgodil recimo v Postojni, da je na koncu župan popustil in to je najslabše. In je, ne vem, imeli smo zaprto eno cesto, je zadnji vikend popustil in je rekel, ne, to je treba razpustiti in odpreti nazaj za avtomobile in to je v bistvu najslabše, ker pol tudi župan sam sebi pljune v lastno skledo. Je nekaj gradil pa. In v bistvu pokaže, da niti ni zihar nobeno svojo odločitev. Niti sam, ne. Točno to, no in Trbovlje smo pa rekli, daj gremo probati sej nekaj se boste naučili. No in potem se je izkazalo, da v bistvu Trbovlje že kot kraj, imajo to specifično geografsko lego, zelo so stisnjene, zelo so nabasane, najgosteje naseljeno območje v Sloveniji, imajo 2-krat višjo gostoto prebivalstva kot povprečje slovensko. In v bistvu mi že, ko smo prvič šli tja na teren, smo gledali, tu vsi hodijo. Tu kar vse je blizu, vse je skupaj. Res zgoščeno. Prav tisto, točno to, kar v bistvu načrtovalci nekako si želijo. Wow, ful dobro. Potem prideš na tisto občino in se z njimi začneš pogovarjati in oni čisto brez nekih floskul, brez PR teksta. Jaz rečem quote, prevleka.
brez tega, ja, pač mi smo zdaj tam poskusili, malo smo nekaj že omejili promet, zdaj bi pa pač vse povezali in pač se vemo, da se bodo ljudje malo upirali, ampak vemo, da je to dobro, ker si ful to želijo. In pol, in kaj zdaj? Ja, to je v bistvu območje od tam do tam, tralala, ja, a gremo na teren? Ja, ne moramo iti z avtom, ne, pač treba je vse prevoziti, ker je to toliko veliko. In a to je toliko veliko, ne, sem gledala na Google Maps, pa tek, mogoče je pa to malo prezahteven case za prvič. V glavnem, in potem smo ugotovili, da so oni res toliko enostavni, da v bistvu, če grejo v neki, se to zgodi, da to ne delajo, ker bi hoteli v bistvu si nabirati neke točke ali pa dobiti kako nagrado prestižno ali pa karkoli. Ampak ker hočejo bolj živeti in razumeti svoje krajane. Točno to. In je spet sem bolj prišla nazaj na ono, ko sem začetku rekla, to je v bistvu common sense. Čisti common sense. V glavnem, zdaj smo z njimi sodelovali od pomladi do, mislim, še zdaj sodelujemo, ampak recimo, da smo včeraj sklenili te komunikacijske aktivnosti z tiskovko, kjer je bilo vse skupaj predstavljeno. In v bistvu zdaj lahko rečem, da je to največje sklenjeno območje cone 30. 30, ne? Res je ogromno območje. Ampak posod se vozi 30. In s tem se tudi lažje hodi in kolesari. Točno to. In v bistvu tam je tudi zelo veliko otrok. 3 osnovne šole so, veliko starih ljudi, mislim, veliko je pešcev na splošno. Hkrati smo merili tam promet in smo ugotovili, da ne vem, so eni sred dopoldneva vozili tudi prek 80 na uro, na tem istem območju. Tako da v bistvu bomo zdaj spet merili promet, da videli, kakšni so učinki, pa bomo spet to komunicirali. Kar je bilo do zdaj, recimo, kar je občina do zdaj komunicirala, ker pol vedno malo gledamo te komentarje in to je bila tak nasplošno zelo taka pozitivna naravnanost ljudi, par seveda tistih, ki bi po mojem kritizirali karkoli bi občina naredila, ampak je v bistvu tak, vse se je izteklo čisto okej. Vse je bilo skomunicirano zelo pač čisto normalno, brez nekega tega sugarcoata. Se je dalo povedati stvari tako, kot so. Ja, in občina je pač to je speljala od začetka do konca in to je najbolj važno. Tako da se da. Primer tega je, in če je nekaj, tako kot praviš, zdravo, razumsko, in če je to usklajenost s tem okoljem in da ni to zaradi točk, ki jih nekdo nabira, ali nagrad, se pol zgodijo stvari. Stvari se zgodijo in pač župan Vikamot tudi v tem primeru odstopil in bi rekel, ne, pač dajmo to zdaj počas, pa skrčmo, ali pa raj ne bi, ali pa ne vem, ali pa dajmo mogoče raj na 40, ne na 30, čeprav razlika med trkom v pešca med 30 pa že 35 je, to je zelo, pač posledice so lahko čisto drugačne. Ampak ne, pač oni so vztrajali pri tem in to je to. In ene Trbovlje. Zato mi je všeč, ker se tako, mi smo v Ljubljani, pa tudi danes se pogovarjamo tukaj o Ljubljani in rešitvah za nas, ampak te primerje, ker to velja tudi za Ljubljano, za določene občine znotraj Ljubljane, ali pa za neko okoliš, naselje, kaj se da narediti. Zdaj pa, ker sva tudi temo, imamo tudi te otroci in šole, ker to se meni zdaj pa fantastično, ker sem gledala to vašo raziskavo, kar ste naredili med otroki, kako bi oni radi hodili v šolo. In več kot 70% bi jih rado šlo samostojno in ne z avtom. In hodi jih pa 34% samo na ta način. Aktivno, Tako da, kaj ste recimo tle, pri tem, zakaj smo prišli do tega, ker se spomnim v prejšnjem tisočletju, smo vsi hodili peš v šolo ali pa pol s kolesom, ker si ti izpit naredil, in zdaj smo pa starši čisto nori s temi avti. Mislim, jaz se vsakič, ko govorim o poteh v šolo, čeprav to veliko delam na tem področju, se počutim malo, ki bo rekla, nepoklicano, ker recimo nimam otroka. So mi tudi že vrgli naprej na terenu. Da si ne moreš. Ti ziger nimaš otroka. Ok, jaz imam 3. Bova se glih uravnotežili. Ima pa vsaka enega pa pol. Ne, hočem to reči, da kaj se dogaja v glavi starša, pač ne morem razumeti. Sem pa govorila z ogromno starši, sem govorila z ogromno ravnatelji osnovnih šol in imam pač neko približno sliko, da v bistvu najprej sem mislila, da gre res za tisto zavijanje otrok v vato, ampak v bistvu ne gre toliko za to, kot gre za to, da se mi zdi, da starši si ne vzamejo tega časa,
da bi v bistvu otroku razložili, da on, ko gre da bo starš šel prej v službo in bo otrok šel samo doma in bo zaklenil in kako mora zakleniti in pol iti z njim do šole in mu pokazati v bistvu najboljšo pot. In potem je to ok. Investicija v to je problem. To je problem. Da opolnomočiš otroka. Tako. In pač starši vedno rečejo, ja, nam se ful mudi, pač mudi se nam, meni se zjutraj ful mudi, jaz nimam časa, pač tam preverjate, on zaklenil ali ni zaklenil. Ja, pa, a ste mu kdaj rekli, kako zakleniti? A ste mu kdaj to pokazali? A ste šli kdaj z njim? Ja, ne, jaz nimam časa za to. Ja, oprostite, pač živite 500 metrov stran od šole, dejansko. To so taki primeri, ko se pogovarjaš, da pač tek preden sem prišla, sem opravljala en intervju z predstavnico šole iz občine Brezovica in je rekla, da iz dobesedno 100 metrov stran pripeljajo tistega otroka, ker pač je tako lažje. In tukaj ne gre za zavijanje otrok v vato, tukaj gre pač po mojem mnenju bolj za to, da ne da otroku ne zaupaš, ampak enostavno pač je lažje na tak način, čeprav to prenese toliko enih negativnih učinkov. Zaslepljenost je to, to pomeni, da si čist... Prvo je to, da pač otrok dejansko nikoli, zelo pozno se sreča zares potem s tisto cesto, s prometnimi predpisi, kar je zelo slabo. Drugo je pa to, da v bistvu ti, ko prideš tja do šole, običajno, kar sem jaz do zdaj imela priložnost delati pred 20 osnovnimi šolami v različnih okoljih v Sloveniji, je pač to vsako jutro pač en avto na drugega. To se en čez drugega prepletajo in potem ti smo staršu rečeš, a pa se vam zdi to ok, da ga pripeljete res do vrat. Do vrat, Ja, pač res je nevarno, ker je veliko avtomobilov, ampak... Vi ste en od teh, recimo. A ste se slišali, a ne? Zdaj razumem, da eni pač res ne morejo drugačni panike. Sam dej, kaj če bi ga pa odložil na tistem križišču, pa da gre vsaj del poti peš. Mislim, a ne, če že ne znam zakleniti. Če že ni zaklenil, Recimo, ampak to je res ponavadi največkrat rečejo, ja, pa ne vem, če bo zaklenil, pa če se bo oblekel, pa... Tako da to je, in kdaj se, pri katerih letih recimo se pa bolj osamosvojijo te osnovnošolci? Ja, zdaj bom dala primer iz Mosta na Soči, tam smo delali predlani, podobna stvar kot zdaj recimo letos v Medvodah, kjer smo zaprli ulico direkt pred šolo. In tam se je dogajalo, da v bistvu tisti starši, ki so še vedno silili čim višji gor, ker tam je malo specifična situacija, ker je naselje več v hrib gor gre, ampak to pomeni, da če ga v spodje pustiš, ima on čist varno pot v tisti hrib gor. Ampak mora pa v hrib, ne? Ja, 100 metrov. Strašno, Bog je otrok. V glavnem, in tam, ko smo opazovali, pač vedno smo na terenu in pol sam gledaš, kaj se dogaja, pol začneš šele se pogovarjati z ljudmi. Se je pač dogajalo, da tiste, ko so najbližje gor pripeljali na tisti parking, ki je bil namenjen v bistvu vrtčevskim otrokom, so bili tak 9. razred, pač ogromni fantje, ogromne punce, večje od mene. Pač eni se prej osamosvojijo, eni kasneje, je pa ta kar ponavljajoč vzorc, bi upala trditi, da pač ne da se eni nikoli, ampak nočem vedeti, kaj se v bistvu zares zgodi, bolj ko grejo pa naprimer v srednjo šolo. Ker takrat je pa že naprej starši vozijo otroke. Po mojem je pa že notranji boj v otroku zelo, pol že prideš v tiste leta, ko je v bistvu, pač ne bo me mami peljala, po drugi strani pa niti ne znaš drugače. Sploh nisi vešč, niti javnega prometa, niti, sploh se ne znajdeš v tem okolju. Pač ponovadi ravnateljice rečejo, da pač največ, kar lahko starši naredijo, je to, da dejansko grejo z njimi parkrat peš. Pač to pomeni, da pač gre starš kasneje zaradi tega v službo. Ja, pa se lahko pa v nedeljo to naredi, veš, mislim, te izgovori, ne? To, ne. V bistvu žalostni izgovori, ne, ker tudi kakšna pa so to jutra, stok nervoze. In pač jaz mislim predvsem, da se otroke precej podcenjuje in pač to je slabo in za otroka, ker pač nima občutka, da mu starš zaupa. Na drugi strani pa tudi slabo za starša, ker pač si dela neko nervozo zjutraj in se tam baše med tistimi avtomobili. In pustimo, kaj vse to prinese pol še za družbo, za prostor, za okolico. Še najboljši so pa oni pol, ko tam pustijo avto v prostem teku in recimo, to je pol 3-krat več izpuhov v okolici šole, kjer so najranljivejši udeleženci v prometu. Pa še mečkanje pa dihajo to neposredno. Tako, so tudi nižje, ponavadi so tudi še vrtci zraven šol. Tako da to so res take neverjetne zgodbe. Ampak pol se pa zgodi še en moment, so pa recimo učitelji, s katerimi ti pa greš skozi cel proces, pol let, da se z njimi ukvarjaš, delaš z njimi delavnicami,
delavnice in ne vem, razpravljaš, kako bi pa oni zdaj v bistvu morali tudi parkirati 100 metrov stran. In se strinjajo in potem tudi eni pa pol rečejo, ja, sam jaz imam pa še podružnico in moram potem leteti in je ful fajn, če ima malo bližji avto. Ok, cool, vam bomo rezervirali prostor malo bližji, zato ker imate tiste stvari, ni problema. A se ostali strinjate, se strinjate. In pol mi naredimo te take dovolilnice za različna parkirišča, tako da ugodimo vsem. Potem se nam je pa zgodilo spet na Mostu na Soči, da ravnatelj, ki je bil ves čas kooperativen, vsakič, ko smo se dobili, je razlagal, tako da smo mlad, kje vse je on hodil tisti vikend, koliko kilometrov, višincev, tak, sposoben. In pol že itak je završalo med temi učitelji, ker kar naenkrat je bilo pa zdaj res treba parkirati 100 metrov stran. Pol pa pride tisti ravnatelj pa reče, sam, a veste, pač meni se pa zdi res tako smiselno, da bi jaz imel pa tam parkirišče. Čist zraven, ne? Ja. Ker sem pa ravnatelj, ne? In tisto, ja, ne, in pol, ja, ampak gospod, saj veste, da smo se dogovorili, da ta prostor je čisto zaprt za avtomobile, tudi neki blizu, najbližje parkirajo v bistvu izven tega prostora. Ja, sam pač to se pa res ne spodobi. Prosim? To se ne spodobi. Ja, mislim, a pol tudi kakim županom rečete, da se ne vozijo s kolesom? Ja. In vse nekateri. Ja, seveda, tudi kakšni predsedniki držav po kakih državah se vozijo s kolesi. Tudi že v Sloveniji se to dogaja. In mi smo se dejansko morali dajati s tistim ravnateljem še ne vem koliko časa, do te točke, da pač kar se je meni zazdelo, da se je pol zgodilo, da so ga v bistvu zaposleni že toliko nekako grdo gledali, v bistvu, da je dojel. Da je sam dojel in je pol v bistvu se samo odstranil na tisto parkirišče, ki je bilo 100 metrov stran. Najdlje 100 metrov stran. V Sloveniji vedno govorimo o ful kratkih razdaljah. Ja, ni to zdaj kilometer, da boš in to je najhujše, da ti njim ukineš parkirišče tik pred vrati osnovne šole, kjer se vsi strinjajo, da prostor pred osnovno šolo mora biti rezerviran za otroke, mora biti varen, tam ne sme biti avtomobilov. Pa se pa spomnijo, v bistvu moj avto bo moral biti 100 metrov stran. Moj, ne? Moj. Ja, se naj bojo avti drugi, pa ne moj. In to so te momenti, ko že misliš, ok, une si obdelal, tiste si obdelal, zdaj bomo se pa starši ukvarjali. In pol se to zgodi, ta zapora. In pač na začetku smo vedno zraven in z raznimi ukrepi pomagamo militi vse te situacije. Pa se moraš pa ukvarjati z ravnateljem, športnikom, mladim. Ja, čisto narobe. In zdaj, ko imate te aktivnosti in kampanje, prej smo se že pogovarjali, imate super tudi ta komunikacijska gradiva, recimo te videe, ki ste posneli. Mogoče, če malo poveš o tem sploh kje, ker lahko si res pogledate, zelo luštni so in tako naravnani z enim pozitivnim sporočilom in ravno opolnomočijo mlade, ni zdaj, da nekdo pride ga. Kako se lotevate teh stvari, mogoče tudi komunikacijskih in kaj je vse na voljo? Ja, tu smo se kar, mislim, zelo je težko te stvari komunicirati, mislim, že na terenu, v nekih aktivnostih je zelo težko nekomu pač neki direkt povedati. Ponovadi poskušam, mislim, jaz imam tak način, da ponovadi se toliko dolgo pogovarjam, da sam pač na drugi strani pride doživi tista aha momenta, Ker če jaz rečem, jaz sem, vi ste tisti avtomobil, ki ogroža otroke, Če pa on pol sam nekako, oziroma ona kakorkoli, je pa pol malo lažje. V glavnem, nekako se držimo pozitivne komunikacije, nekako se držimo tega, da poskušamo govoriti v imenu otrok, nekako poskušamo zagovarjati svoja stališča v imenu otrok, ker otroci se ne morejo braniti, ne morejo v bistvu izražati svojih stališč, oziroma velikokrat se jih tudi spregleda recimo v načrtovanju prostora, čeprav, mislim, vse so tu druge ranljive skupine, ampak tukaj vedno v bistvu govorimo o tem, kaj bi si otrok želel in kaj je za otroka dobro. In zdaj recimo tudi ta raziskava, pač vsakeč, ko gledamo potovalne navade, ne vem, kamorkoli pridemo, vedno vprašamo tudi otroke, kako pač so prišli ti zdaj v šolo in kako bi si želeli. In pač je program potem še ločeno aktivno v šolo, ki zdaj že kar, po mojem, več kot 10 let nekako počasi razvija
aktivnosti povezane s spodbujanjem aktivnih prihodov v šolo. In odhodov. Tako je, pač tudi ta bici vlak, pešbus in te zadeve. V glavnem je potem lani sodelavke zbrale podatke od 12.000 otrok slovenskih osnovnih šol, torej imamo res ogromen bazen otrok iz cele Slovenije. In podatki so bili, da v bistvu več kot 70 otrok bi želelo hoditi v šolo, aktivno. Ker nam velikrat tudi recimo na terenu rečejo, ja, pač sej moj bi šel peš ali pa ne vem, s kolesom, ampak se mu ne da, res se mu ne da. Pač to so taki lenuhi te otroci. Ja, ne, v bistvu niso otroci lenuhi. Otroci bi šli aktivno in potem tudi skozi to komuniciranje, skozi naša gradiva, ali so to videi, ali so to letaki, karkoli poskušamo res v bistvu ta neka sporočila dajati od sebe. Zakaj je to fino? Zakaj je to dobro? Zakaj je tudi otrokom to všeč? Zakaj je to otrokom všeč, zakaj je to dobro za njih? Pač poskušamo priti do tistega, da v bistvu pač itak na koncu tisti letak dobi starš v roke ali pa video pogleda starša. In da dobi tisti pač nek občutek, da je tam nekaj za njega. In zdaj recimo te videi so v bistvu nastali v okviru ene druge kampanje za Manj kot 2 avto doma, ker smo ugotovili, da več kot 50% poti z avtomobilov je krajših od 2 kilometrov. In smo v bistvu v 3 sezonah naslavljali različne razloge in različne poti, ki so krajše od 2 kilometrov in pač to so seveda tudi poti v šolo. In potem smo v bistvu 3 videe lani posvetili samo poti v šolo in tam smo imeli res zelo veliko enega premisleka smo dali v to prvo s producenti, z pač našimi sodelavci, da smo se vsi s tem v redu počutili, ker ne nazadnje smo le pač inštitut, raziskujemo neke zadeve in velikrat v bistvu tudi mi med sabo trčimo v nasprotujoča si mnenja glede komuniciranja, ker neki so strokovna stališča, nekaj pa tisto, kar ti poskušaš splošni javnosti povedati. Da prevedeš v neki jezik. Tako, in velikrat je pač tisto, ja, to pa mogoče zdaj preveč posplošeno, to pa ni v redu. Po drugi strani pa človek tako izgubi pozornost, če je preveč. Če se ne identificiraš z nečim. Tako, in potem smo v bistvu nekako našli to neko umestno pot, da prvi video je res tak čustven, smo šli na najbolj marketinško, tisto, kar deluje. Čustva. In fora v tem, da ta video tek največ odzivov dobil, vsi so čisto navdušeni, tudi nekih klikov in tega. Je pa tudi video, okoli katerega smo se največ v bistvu na IPOP-u ne nekaj prekregali, ampak prepogovarjali in sočali mnenja. Res, prav žgoča mnenja so bila, da to se ne spodobi za nas, da to je pa zdaj že kar malo podcenjevalno. Po drugi strani pa hočemo naslavljati ciljne skupine, ki jih še ne naslavljamo. Kako stopiti iz tega svojega babla, da prepričujemo prepričane? Tako. Potem drugi video, v bistvu je bila spet ta debata, kako vse te naše podatke plasirati, brez da se nekdo počuti napaden. In to je bila ful dobra ideja v bistvu na strani produkcijske ekipe, da so otroci oblečeni v odrasle. Imajo vloge, ne? Ena je zdravnica, učiteljica, naravovarstvenica, projektant ali arhitekt, pa policaj. In toliko so jih dobro oblekli, te tamale, prav tako, ko jih vidiš, pa ful imajo... Najprej niti ne pogrudiš, tako na prvo je tisto, ni to moja otroka. Tako, in pa oni v bistvu čisto resno otrok oblečen v odraslega in čisto resno govori, otroci, ki hodijo v šolo, zmanjšajo možnost za nastanek, ampak je otrok. Je ono, okej. Luškanje. Tretji video pa v bistvu domišljija, tukaj pa gremo res na tisto, kaj si otrok želi, in kaj vse se mu dogaja na poti v šolo. Ker tudi, če se enkrat dol usedeš z otrokom, z šolarjem in ga vprašaš prvo, seveda, kako bi rad šel. Pač bi šel peš, pa bi šel s kolesom, pa bi šel s prijatelji. Kaj pa takrat, kadar greš, kaj vse se dogaja? In pol ti razlaga, pa smo to, pa smo ono, pa smo tisto, pa je v bistvu res pač cela dogodivščina, ki jaz mislim, da smo čisto vsi že kdaj izkusili in meni se zdi zelo... Obogati življenje. Tako, in v bistvu zelo s tem v bistvu res
prikrajšamo otroke nekih, ne Ja, ki samo niso izkušenj, temu, ampak ja. res prav tega nekega bogatega otroštva. Ja, ki je otroštvo za to, da nekaj doživljaš. Evo, zdaj pa, da bova midve odprli še za naše tlele pogumneže. Vprašajte, komentirajte, da vidimo, kaj še izmenjati, mogoče še kakšne ideje imate, kakšne vprašanje, ki mislim, da tle je en zaklad. Ja. Ne vem, verjetno vi ste zagotovo videli, pa mojem vsi, ker spremljate na družabnih mrežah se pojavljajo tudi ta otroke, ki se vozijo v šolo, pa ki hodijo peš, so pozvali, da narišejo svojo pot v šolo. In te, ki se vozijo v šolo, je bila taka temna slika, zelo pusta slika, nič ni bilo. Te, ki pa hodijo, je bilo pa barvna, drevesa, živali, hiše, ni da ni, ne. In že to je en tak super. Doživlja to pot. To je bil meni aha moment, pred parmi meseci. Ja. Mislim, jaz sem zelo vesela, da se vedno več takih sporočil pojavlja, takih nekih, recimo v tem primeru video, grafik, karkoli, ker se mi zdi, da se počasi obrača tudi ta pol komuniciranja o začetku šolskega leta. Od tistega, da včasih AVP, recimo pač kot vodilna nacionalna agencija, so v bistvu komunicirali samo, nevarno je, rutica, roka gor. In čez cesto, kako bo šel čez cesto to? Točno to, pogledati levo, desno, roko gor, gremo, ne. Zdaj pa v bistvu res obračamo nekako vsa sporočila v smer, da pač mi vsi odrasli, ne samo starši, pač projektanti, policaji, vsak udeleženec v prometu, uporabnik prostora, ne nazadnje, pač je odgovoren za to, da pač to omogočimo otrokom, ker res ni fair, da smo mi vsi lahko hodili v šolo peš, oziroma aktivno s prijatelji, z vrstniki, oni pa tega ne morejo, ker ne vem, je prenevarno, ker ne znajo, ker karkoli. In tudi pač neke strukture, ko velikokrat grajamo prostorsko načrtovanje v Sloveniji, ampak recimo, da nekaj je bilo pa dobro v preteklosti in sicer, da šole, vrtci, to je vse umeščeno na način, da vsak otrok v bistvu lahko pride brez avtomobila v šolo, tisti, ki niso, ki ne morejo peš oziroma s kolesom, mislim, da ne morejo sami, imajo pa šolski prevoz, tudi to imajo zagotovljeno brezplačno in to so vse neke take, ne moremo reči, skoraj socialne inovacije, o katerih sploh ne razmišljamo na tak način. In potem to so tudi veliki stroški za občine, da zagotovijo ta prevoz in pol v bistvu otroci tega ne koristijo. In pol se te busi sami vozijo okoli. Nobenega smisla nima, res nima nobenega smisla. In pridemo nazaj, zakaj? Ker v bistvu pač se zjutraj mudi. To, da se zjutraj mudi, je očitno neka mantra grozna. Pač res tak izgovor. Pa še enkrat ne govorim, da vsi lahko, absolutno, ampak ne gre za to, da bi 100% je pa velik delež tistih, ki bi to zmogli in pripeljani in bi zmogli. Vrata zakleniti. In to je pač tisto, kar si mi nekako prizadevamo skozi aktivnosti. Pač tudi na način, da zdaj omejujemo avtomobile, to je tudi en tak princip, zdaj pripeljati nekako iz tujine k nam, da se omejuje res tisti prostor pred šolo, da sploh ne moreš z avtomobilom zraven, da probaš v bistvu na ta način jih spodbuditi. Tako, tudi umeščati te poljubi in odpelji točke, da tiste, ki že morajo pripeljati, da jih pripeljajo malo dlje. Zdaj tam okoli osnovne šole Medvode je krasen primer, ampak tam je tudi pač bila pobuda vodstva šole in to je noro, to bi pač res morali kopirati povsod. Kaj se da v bistvu narediti, če je ena ravnateljica tam taka? Odločna. Iger, ful dober. Zraven pa seveda pač lokalna skupnost in občina podprla. In so bili verjetno tudi vključeni toliko, da ni bilo to neko presenečenje. Seveda, je bil pač tak mal daljši proces in zdaj imajo pač tam novo prometno ureditev. Pač na eni strani je enosmerna cesta, torej pač tudi tisti, ker prej so jih tja pripeljali in pa so tam obračali, ne vem, na eni strani imajo 5 parkirnih mest za odlaganje otrok, pač tiste, ki jih morajo pol pospremiti, pol so te poljubi in odpelji točke na takih 4 koncih, da niti ne rabiš zapeljati noter v tisto enosmerno, ampak sem pač odložiš in ne gre pešo tam.
Hkrati smo pa toliko razbremenili tisti prostor, da pol vrtčevski otroci oziroma starši vrtčevskih otrok lahko pridejo z avtomobilom, ker tam pa pač seveda morajo pustiti avto in iti z njimi. In zaenkrat funkcionira super, se je šele prvi teden, ampak pač tudi tam bi lahko župan rekel na eni točki, ker so dobili pač pritožbe stanovalcev. Zakaj se spreminja spet režim? Tako je, ena stara gospa je prišla in nas je čist nadrla, čist. To ste naredili v tajnosti, ja gospa, če res nismo, vse smo vas obvestili, že lani smo o tem poročali. Ne, v tajnosti ste to naredili in potem te tam nadira in je tisto, ok, cool, pač naderme in gremo naprej. Ja, pač mi smo tu zato, mi smo tu zato, da nas nadirate, s tem tudi občinam malo olajšamo ta moment, ker oni pač tam ostanejo. In tampon, tak, ja. Tako. Mogoče še tole za kolesarjenje, kaj imate, kako je že to s kolesom? Polni zagona. Ja. Kako pa je s to akcijo? To je pa ena taka, noče reči čisto moja, niti približno. Pač vse, kar jaz tukaj govorim o sebi in o timih ljudi. Ja, seveda. Ampak to kolesarjenje v službo je recimo, da je ena taka stvar, ki se mogoče nismo najprej hoteli čisto lotiti, ker je v bistvu spet podatki kažejo, da poti v službo so pa tiste, ki niso ponovadi najkrajše, da v bistvu polovica jih je na razdalji do 10 km, polovica na 10 km, govorimo tudi o tistih ogromnih commuting razdaljah iz enega konca države na drugo. In je v bistvu tudi bilo eno tako kislo jabolko, ki se ga nismo hoteli čisto zares lotiti, pa ne vem, pač malo splet okoliščin, malo dobra ekipa, ki je zagrabila. In smo se tega lotili res čisto najprej na enostaven način. Malo smo pogledali, kaj je že v tujini, na kak način deluje in je to v bistvu zaenkrat narejeno kot izziv pomladni, mislim, predlani, ne, se to bilo še letos, lani smo imeli pomladni pa jesenski, letos samo pomladnega in ponovili bomo še dvakrat vsaj pomladnega, da v bistvu probamo pač spreminjati navade na način tistim, ki te low-hanging fruits. Te, ki so enostavno dosegljivi, ki so samo malo rabijo tega. Ki že razmišljajo, ki vejo, da pač ni dobro, da se usede v avto, ki ne vem, se jim ne da na bus, ki kakorkoli in rabijo samo v bistvu neko spodbudo. Recimo deluje tako, da se lahko tudi povežeš v tim, lahko se povežeš s sodelavci, z prijatelji na splošno in zbiraš te kilometre. Potem so tedenska nagrajevanja, tedenski izzivi so pol še za te dodatne nagrade. V bistvu res deluje kot nek gamification, je pa res čisto enostavno. Pač spletna stran je, vpišeš se noter, vpisuješ svoje kilometre, ponavadi je prvo vprašanje, kako pa veste, da so resnični kilometri? Pač ne ukvarjamo se z njimi, ki golfajo. Pač golfaji jih mogoče 3%, pa še to sem prepričana, da ne 8 tednov. V glavnem in tam je bilo zdaj, mislim, da več kot 2000 ljudi že vključeni. In potem ti to preračuna v kalorije, v prihranjen denar, v CO2, pač koliko dreves absorbira, čakaj še nekaj, ki smo hoteli pač, da vsak najde nekaj za sebe. In je čist enostavno, deluje in pol v bistvu ideja teh timov je predvsem ta, da recimo jaz, ki sem izkušena kolesarka, potegnem nekoga, ki še ne kolesari. Zdaj se tudi on počuti. Ja, in ne, ker bi pač jaz zdaj, večkrat se zabavam trihager, ker bi za okolje skrbela, ampak pač zato, ker je kolesariti full fajn. Dej, pač sam probi, dej gremo enkrat skupaj, dej ti povem, pač tam imaš dober servis za kolo, ti povem, kako pelerino rabiš. Pa kako je drugače, če imaš napumpane gume ali pa ne. Tako, kako si moraš dignati sedež, da ti je bolj prijetno. Ampak to so res take minimalne zadeve, ki zelo spremenijo. In samo tisti, ki že to počne, pač to zna povedati, to so neki triki, kot naprimer, ko imaš pelerino, pa dežuje, ful fajn meče v spodi kapo na šilt. To te bom pa zdaj takoj vprašala, kje dobiš eno fajn pelerino, tudi to, da daš čez košaro. Jaz sem tu na Japonskem, ker sem bila, tam sem imel te pelerine, recimo res za kolesariti in skozi kolesariš, ampak tle pa nisem še, mislim najbrž na internetu to vse obstaja, ampak jaz tudi sem slab nakupovalec. Jaz sem slab nakupovalec, jaz to sploh ne odprem. Jaz imam v bistvu plašč pelerino, ki sem si jo kupila v Velenju v eni trgovini iz zbranega denarja, ko sem zapustila tisto službo
od sodelavcev in slučajno sem jo takrat videla, da sem rekla, to pa je ful dobra popotnica za novo službo. In ti služi še zdaj. Ja, ker je v bistvu tak plašč, da zgleda tako dosti, kot da je bil skoraj tako malo fancy in v bistvu lahko imam tudi, če grem na najbolj pomembne zadeve, zgleda kot nek trenč. No, to moramo najti ene dobre. To se je zdaj že ful razvilo, to tudi, ne vem, prodajajo v teh, zmišljujem si, S-Oliverjih, že take lepe dežne plašče. Ampak, veš, ta, da ti gre čez, da imaš ti roke od spodka. To so pa po mojem te specializirane trgovine, kot naprimer New Bike, ko imajo ta nizozemska kolesa. Ampak pač jaz sem slab nakupovalec. Jaz tudi, mislim, če bi rabila, bi medla research, pa bi verjetno nekaj kupila, ampak bolj to imam. Lahko naredimo v tem tednu, veš, da je en gadget tak, če za pelerine. Zelo hvala za tole. Bomo nadaljevali neformalno, ker smo tako hitro je čas minil, tako da posnetek naš zaokrožimo in res hvala, da si prišla, da si to podelila. Jaz upam, da je tudi kaj navdiha bilo, kaj lahko še kam damo. Za nas je tudi Tjaša v okviru projekta Positive Sustainable Lifestyle. Lahko še kaj doprinesemo in tudi ta projekt Care for Climate upamo, da se bo čim bolj diseminiral in da bo čim več tega, ker ste tudi le noter naredili, se razširili po Sloveniji in še kam. Tako da, hvala lepa. Hvala za povabilo.